Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem intuitivni energijski coach. Ogromno ljudi tega ne ve. Kaj pomeni biti intuitivni energijski coach? Poglejte, v bistvu vsi imamo neko izkušnjo intuicije, ko pač dobimo oziroma ko se sprašujemo neko vprašanje, in potem dobimo neko idejo ali pa nas nekdo vpraša in potem dejansko mu damo nek nasvet, ne da bi se sami zavedali, kje sem pa jaz zdaj to pobral, kako sem pa jaz dobil to idejo. Intuitivni energijski coach dejansko pomeni, da čutim energijo izza, nekega odgovora, izza tega, kar mi vi govorite, da čutim energijo ljudi. Po eni strani čutim energijo ljudi in po drugi strani dejansko, ko dobim vprašanje, ko mi nekdo začne govoriti nekaj, recimo razlagati nek problem, že ko začne govoriti, dejansko dobim odgovor. Včasih imam, neke take vrste občutek, kot bi bil tukaj nek energijski Google, in dejansko pogooglam in takoj dobim odgovor. Včasih so te zadeve mogoče izgledajo malo strašljive, ker dejansko ljudje dobijo odgovore, za katere so iskali dolga leta. Lahko strankam pomagam priti do nekih prepoznav, dostikrat pride nekdo do mene in reče: "Joj, Miran, pač nekaj se mi dogaja in prepričana sem, da je to zaradi tega." In takoj v bistvu intuitivno dobim, da pač ta zadeva ni takšna, da je v bistvu v ozadju čisto nekaj drugega. In te stvari pač se mi dogajajo na različne načine. Jaz ne berem misli, iskreno povedano si tudi ne želim pač brati misli, ker imam, svojih problemov dovolj, ampak dejansko intuitivno čutim stvari, isto intuitivno čutim, energijo človeka, ki nekaj pove, kar v bistvu super zadeva ali pa mogoče tudi ni. Isto sposobnost ima moja partnerka Karmen. Mogoče pač anekdota, dejansko midva sva imela v preteklosti probleme z prijatelji, probleme z sosedi. Zakaj? Zato, ker vse čutiva. Zato, ker čutiva, na nek način, kaj si mislijo, kako pogledajo. V bistvu, a me razumete? Za neke prijateljske odnose je včasih se potem skoraj ne znajdeš in razmišljaš: "Joj, a če jim še ostati prijatelj?" Ampak se veste, vsi imamo neke zadeve. Na nek način, je še dobro, da dejansko nimamo vsi te sposobnosti, ker mogoče bi se bistveno več nekaj vprašaš in ne, nisi to ti meni rekel, jaz točno vidim, kaj si ti misliš. Mogoče šala na stran, te stvari pač je treba, vsaka sposobnost pride z neke vrste odgovornostjo. In če to sposobnost imaš, moraš te sposobnosti kontrolirati. Tako da, kot sva tudi midva s Karmen, kar se tiče, prijateljev, sosedov, ampak nekaj časa je bilo dejansko, precej moteče, precej, ne bom rekel problematično, ampak ne veš več, kam bi šel, ker dejansko vse te stvari te motijo. Ampak za više dobro je pa to vrhunska zadeva. Tako da, če imate, kakšne težave, moja želja ni, da razjasnimo, moja sposobnost in moja želja ni, da vidim neko sliko, nisem vedeževalec, ker včasih greste k nekomu vedeževalcu in potem ti pove: "Pazi se, ne smeš hoditi od doma." Jaz sem pred leti imel kolegico, ki je se s temi stvarmi ukvarjala in je rekla: "Zate je letošnje leto zelo, delikatno, moraš čim več ostati na Bledu." Jaz sem pa ravno takrat skoraj na drugem koncu Slovenije spoznal bivšo partnerko, da sem v težki dilemi. In potem vedeževalci ti to rečejo: "Pazi se, to se bo zgodilo." Ampak dejansko tisto, kar je moja sposobnost, pa je, da vam lahko povem: seveda, pač, če želite, da se nekaj zgodi, ljudje rečejo: "A bom dobila službo?" Dobila službo. Ja, ne vem, če boš poslala kakšno prošnjo, če boš v bistvu to.
tisto, kar lahko jaz intuitivno oziroma s čutenjem energije pomagam, da jaz čutim, a je to prava energija, a je to prava energija, ki bo prinesla rezultat, ali bom dobila službo. Okay. Če si službo želiš, če si naredila prave korake, ne, in potem, če je v ozadju prava energija, potem zagotovo dobiš službo. Isto, ali bom letos spoznala partnerja. Ja. Ampak razumete, v bistvu, gledajte, ogromno ljudi ima neke intuitivne sposobnosti, dobiva neke odgovore, kanalizira neke stvari, niso vse stvari, čisto, prizemljene, niso vse stvari realne, ne? Ker v bistvu, kako ti lahko nekdo reče, a boš dobila partnerja, a ne boš, na podlagi česa? Ne? Ok, seveda pač obstajajo neke energije, obstajajo neke zadeve, ker dejansko lahko ti iz tega čutiš, da bo letos mogoče se stvari spremenile in tako naprej. Ne? Ampak dejansko bistveno bolj pomembno je, ali bom dobila partnerja. Ok, dajva pogledati, kakšna je energija izza tvojega pričakovanja, kaj ti pričakuješ od partnerja, kakšna pričakovanja imaš ti glede partnerstva, a so tukaj neke prave stvari. In tukaj dejansko imamo mi, da s Karmen, sposobnost, da energijsko čutva, a so stvari v redu. In potem dobiva odgovor in korake, da vas lahko potem usmerva, da lahko potem pridete do rezultatov. Ker, tako kot sem rekel, te vedeževanje, vse te zadeve so v bistvu super, če jih znamo uporabiti, da dejansko pač nam pomagajo do neke točke, ne? Ampak bom rekel, naprej pa dejansko vedno iščem, vedno obstaja pot, vedno obstaja možnost, ne glede na to, da dobimo, ne vem, če gledamo astrološko. Astrološko je letos slabo leto za rezultate. Ok, v redu, to je super. To je mogoče, bom rekel, nek podatek, da dejansko, kot bom rekel, vreme, ne, da jaz vem, ok, danes bo deževalo. Kaj dejansko potrebujem narediti, če dežuje? To je v bistvu, bom rekel, ta podatek. Ampak ne glede na to, ali dežuje ali ne, želim iti do svojega cilja, želim narediti svoj rezultat. Ne. In to je, bom rekel, nivo treninga, po katerem dejansko midva vodiva svoje pač učence. Ne. Da ne glede na to, kakšna je situacija, ne glede na to, kaj se dogaja, vedno obstaja pot in vedno obstaja rešitev. Ne. In ko imaš intuitivno povezavo, in to povezavo pač učiva tudi svoje učence, ne, dejansko lahko vedno dobiš, bom rekel, odgovor, vedno dobiš korake, vedno dobiš razlago. Ne. V letošnjem letu dejansko sem iskreno povedano bil razočaran, ne, ker je tak strašen porast, ne, tega pojava umetne inteligence. Umetna inteligenca je v bistvu super zadeva, tudi sam jo ogromno uporabljam za neke odgovore, za neke rešitve, ampak dejansko tisto, kar bi se jaz bistveno bolj želel, in jaz mislim, da bi bilo bistveno bolj uporabno in praktično in dejansko, kjer ima, bom rekel, predvsej boljšo in daljšo prihodnost, je povezava z neskončno inteligenco. Neskončno inteligenco tisto, ki je umetno inteligenco in našo butasto človeško včasih inteligenco ustvarila. Ne. Ker pogledajte, recimo, če bom rekel, malo gledate življenje Nikola Tesla, ne, Edisona, ne, in ostalih, ne, oni so dejansko ogromno časa preživeli v meditaciji, dejansko dobiva ideje, so dobivali od zgoraj, intuitivno, od neskončne inteligence. In ta neskončna inteligenca, ne, bom rekel, ne, univerzalna inteligenca, izvor, ne, zdaj lahko rečemo, energija, Bog, kakorkoli imenujemo, ne, je, bom rekel, biljonkrat pametnejša, naprednejša od vseh teh umetnih inteligenc. Ok, to samo, bom rekel, za nek namig. Ne. Če želite razvijati sebe, morate razvijati svoje intuitivne sposobnosti. In tukaj je tudi nekaj, kjer vam lahko midva pomagava. Ne. Ok, tako, želel sem, da pač mogoče še majčkeno, bom rekel, nekaj
o sebi povem, da dejansko lažje razumete, kaj delam. Včasih nekdo pride na pogovor in potem pač dobi neka vprašanja, dobi neke odgovore, da ga mogoče malo skoraj iz stola vrže. Ampak to je ravno zaradi tega, ker pač ti odgovori prihajajo. Seveda pač vse te stvari morajo biti v skladu z neko moralo, ni to, da bi hodil okrog in gledal ljudi, ok, je zapes, to vemo tebi in tako naprej. To je, bom rekel, nesmiselno. Intuitivne sposobnosti, sposobnost čutenja energije so prihodnost. In dejansko to je tudi, bom rekel, bi rad vas navdušil v pogumu, da greste v tej smeri, da raziskujete, razvijate. Če želite, sva vam s Karmen z veseljem na voljo, vam pomagava, vas vodiva, trenirava. Tako da, ja, to je bilo eno kratko sporočilo za danes. Ostanite čudoviti in se vidimo v naslednjem videu.